Ali naj bi Boštjan Romih res služil milijone v kriptu? Če ja, katera naj bi bila njegova skrivnost? Po socialnih omrežjih kroži članek, ki zatrjuje, da naj bi se zarekel v oddaji Jutro na planetu in naj bi ga zdaj celo tožila zaradi tega slovenska banka. Lepo pozdravljeni v posebni seriji, kjer vas obveščamo glede prevar. Vaša varnost nam je na prvem mestu in prav v tej smeri se na Kriptomatu tudi trudimo, da ste varni. Namreč, Kriptomat sledi vsem evropskim regulativam, poleg tega pa smo si zadali cilj, da bo naša skupnost obveščena pred nevarnostmi, ki prežijo na začetnike. Prav zato se tudi splača naročiti na naš YouTube kanal in nastaviti obveščanje, da vas bo YouTube o novem videu takoj obvestil in boste sproti tudi obveščeni. Tokrat si bomo prav na živem primeru ogledali, kakšnih tehnik se poslužujejo goljufi in na kaj vse je treba biti pozoren, ko nam pot prekriža nekaj, kar bi bilo predobro, da bi bilo res. Po socialnih omrežjih namreč kroži članek, ki zatrjuje, da naj bi Boštjan Romih služil milijone v kriptu. Zarekel naj bi se v oddaji Jutro na planetu in zdaj naj bi ga tožila celo slovenska banka. Pa si dajmo kar ogledati tale članek. Torej, če gremo najprej kar po sami spletni strani, vidimo tukaj, da nam hoče posredovati nekatera opozorila oziroma notifikacije, to bom jaz kar dal stran. In če pogledamo spletno stran, v bistvu izgleda kot spletna stran slovenskih novic. Pa če gremo kar po članku naprej dol, vidimo tukaj naslov: Slovenska banka toži Boštjana Romiha zaradi njegovih izjav v neposrednem televizijskem prenosu. In na to podnaslov: znani televizijski voditelj obžaluje, da je razkril resnico, toda bilo je že prepozno. Dokazal je, da lahko tudi reven Slovenec postane milijonar v samo 2 mesecih. In potem naprej imamo sliko Boštjana Romiha. Torej, tukaj trdijo, da naj bi mu to prinašalo 500 evrov na uro, tudi med spanjem. Ni to super? Torej, on je odkril način ustvarjanja denarja, ki mu prinaša ogromne zneske. In takoj po razkritju naj bi v eter poklicala Centralna banka Slovenije, ker naj bi se ustrašili, da bi Slovenci obogateli, če bi za to vrzel izvedelo veliko ljudi, in potem baje, da nihče ne bi več želel delati. No, naprej imamo še nekaj slik. Zdaj Boštjana Romiha se očitno bojijo vse banke. Tukaj naj bi bil še nek dodaten intervju. Tukaj je tudi slika oddaje oziroma iz oddaje Jutro na planetu. Neprestano se pojavlja tale spletna stran in tudi povezava na tole spletno stran Bitcoin Search. Pa pojdimo naprej po strani. Ta slika je lahko tudi zelo prirejena. Torej, ta intervju traja kar nekaj, kar precej zapisanega je tukaj, in potem je še en zanimiv segment, ko naj bi tale Jože Kovačič sam sprobal na sebi to strategijo in potem opisuje prvi dan, drugi dan in prikazuje platformo in račun, kako mu vse to lepo raste. 7. dan, kaj je že vse zaslužil, da je že dvignil 4000 evrov in jih podaril ženi. In potem je tukaj še objavil hitra navodila in seveda tudi velik rdeči gumb, da se lahko prijavite na Bitcoin Search. Spodaj pod tem člankom pa so komentarji uporabnikov, ampak tukaj se takoj vidi, to niso uporabniki spletne strani slovenskih novic, to naj bi bili uporabniki tele platforme in seveda od tej platformi same pozitivne stvari. Niti enega negativnega komentarja. To je to na kratko o spletni strani, o samem članku. Zdaj vam bom pokazal, kaj je treba gledati pri takih zadevah. Kaj je treba gledati? Prvo, naslov spletne strani. Tukaj vidimo, da naj bi bila tole spletna stran Slovenske novice, ampak če pogledamo naslovno vrstico, je tukaj čisto nekaj drugega. Potem, če gremo naprej po headerju, tukaj tele povezave, to sploh ne deluje. Tukaj jaz klikam in te povezave ne delujejo. Tudi te povezave tukaj ne delujejo. Potem precejkrat se lahko pojavijo tudi kakšne slovnične napake, kot imamo tukaj, ker piše dnes
namesto danes. Potem tukaj na tej desni strani imamo tale blok, kjer naj bi bile zadnje novice. In če kliknem na kakšno, ne pridem na novico, ampak pridem na platformo. In potem, če grem dol naprej, kot sem že prej, tudi tukaj na tem levem bloku povezave enostavno ne delujejo. Pa pojdimo naprej dol. Tukaj sem že izpostavil tele lažne komentarje, ki se kar nadaljujejo in nadaljujejo. In to od spodaj je še sploh zanimivo. Footer, copyright, Slovenske novice 2022. Niti toliko se niso potrudili, da bi spremenili letnico v 2024. Tako da to je treba opazovati. Take male podrobnosti lahko hitro izdajo eno stvar, da se gre za scam oziroma za prevaro. Zdaj, ko sem jaz gledal to stran pred enim tednom oziroma prejšnji teden, so povezave vodile na spletno stran oziroma na platformo InvestWave Max. Zdaj, kot vidimo, tukaj so očitno spremenili, zdaj grejo na Bitcore Search. Torej, očitno tole konstantno spreminjajo. Pa dajmo si mi zdaj to stran ogledati. Bom jaz kar kliknil tukaj gor in smo zdaj na Bitcoin Search. Zdaj nas tukaj piše eno, ampak spet naslov v naslovni vrstici je čisto nekaj drugega. Spletna stran je podobna, kot ko sem gledal na zadnje, v bistvu so zamenjali samo ime. Tukaj na desnem koncu je potem forma, kamor naj bi vnesli podatke, zato da vas očitno kontaktirajo. In kot vidimo tukaj, izrabljajo še druga znana imena, kot so Denis Avdić in Igor Akrapovič. In jih potem tukaj tudi citirajo, kot da naj bi tole zares rekla, pa nista. Pa pojdimo naprej po strani, seveda obljube, takojšen zaslužek, registrirajte se danes, pridobite takojšen dostop. Potem so tukaj razne osebe, ki naj bi zaslužile ogromne vsote denarja. Potem kakšna aplikacija to je, malček opišejo, potem spet gumb, takojšen zaslužek. Potem to je zanimiva trditev, Bitcoin Search zdaj sodeluje z vsemi velikimi in najbolj obetavnimi podjetji, ampak nikjer ne razkrijejo, katera so ta podjetja. Pa če gremo naprej po strani, so tukaj seveda še dodatni pozitivni komentarji, ki jih hvalijo tole aplikacijo za takojšen zaslužek na trgu delnic. Torej tudi tle je skregano z logiko. Članek je govoril o kriptovalutah, medtem ko tukaj pa govorijo o takojšnjem zaslužku na trgu delnic. Spet takojšen zaslužek in potem, ko pridemo do dna spletne strani, tukaj bi ponavadi morali biti podatki o podjetju, kontakti in podobno, kje je podjetje nastanjeno. In vidimo, da nimamo ničesar. Tukaj piše samo copyright 2024, vse pravice pridržane, Bitcoin Search. In to je ime, ki so ga zdaj že ne vem kolikokrat zamenjali. Tako da treba je biti previden, zelo previden in zdaj sem vam tudi pokazal, kaj je treba gledati, da se prepozna prevaro. Nikakor pa ne izpolnjevati kakršnih koli forum oziroma obrazcev na takih straneh. Vsi poznamo reke, ni vse zlato, kar se sveti, in če je nekaj predobro, da bi bilo res, potem tudi je. Ampak goljufi so mojstri zavajanja in kot smo videli v tem primeru, so izrabili ime znane osebe, Boštjana Romiha, znano oddajo Jutro na planetu in tudi znan časopis Slovenske novice. To lahko hitro zavede, ampak vedno moramo biti pazljivi pri vsakem, ki obljublja tako imenovane hitre zaslužke brez truda. Boštjan Romih je na svoji Facebook strani že obvestil svoje sledilce o tej prevari in zanikal vse navedbe članka. V tem videu smo vas tako obvestili o vsem, na kar morate biti pazljivi, ko naletite na tako objavo. Če imate še kakršnokoli vprašanje ali informacijo, nam kar napišite spodaj pod komentarje. Ne se pozabite tudi naročiti na kanal in nastaviti obveščanje, da boste o takih stvareh tudi takoj obveščeni. Hvala vam za ogled, dajte video všeček, če vam je bil všeč, ali pa ne všeček, če vam ni bil. Zdaj pa vas še lepo pozdravljam, imejte se fajn in se vidimo v naslednjem videu.